Lepo pozdravljeni v novi 11. epizodi mojega podcasta Poslušam se. Z vami Polona. V epizodah mojega podcasta Poslušam se lahko prisluhnete pogovorom z drugimi strokovnjakinjami na področju razvoja, vzgoje in izobraževanja otrok. Nekaj epizod pa namenim temam povezanim z osebnostno rastjo. Zelo sem vesela vsakega vašega mnenja, komentarja, vprašanja, predloga. To mi res veliko pomeni. Če so vam epizode všeč, vas vabim, da jih všečkate, lajkate, da jih delite z vašimi prijatelji. Na Apple Podcast jih lahko tudi ocenite z zvezdicami. Mi tako pomagate, da epizoda lahko sliši še več ljudi. Hvala, ker podcast soustvarjate z mano. Tokratna gostja, se pravi tej 11. epizodi, pa bo strokovnjakinja in sicer inkluzivna pedagoginja Tina Zabukovec. Tina je zaposlena na redni osnovni šoli in sicer učencem s specifičnimi učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami nudi dodatno strokovno pomoč. Od letošnjega marca 2022 pa lahko starši njeno pomoč in podporo poiščete tudi v njeni inkluzivni svetovalnici v Žireh na Gorenjskem. Pogovarjali se bova o skotopičnem sindromu in sicer bo delila izkušnje, ki jih ima na tem področju, deli pa tudi nekaj čisto svojih osebnih izkušenj. Vabljeni k poslušanju. Tina, lepo pozdravljena. Bravo. Me zelo veseli, da si moja gostja. Danes bomo govorili o zelo eni zanimivi temi, taki zelo aktualni, ki pa je, bi rekla, z ene strani stroke nepriznana. Veliko pogovora je o njej. In sicer bomo govorili o skotopičnem sindromu, pa tudi mogoče malo širše se bomo dotaknili tudi drugih bralnih težav. Letos januarja si namreč postala tudi certificirana presojevalka za skotopični sindrom po metodi IRLEN in opravljaš testiranje za prisotnost sindroma na 1. stopnji. Najprej bi te pa prosila, da za vse poslušalce, ki še sploh niso pač slišali oziroma ne vedo, kaj je to skotopični sindrom, če bi na kratko pojasnila. Ok, najprej bi na tem mestu pozdravila še vse ostale, ki naju boste poslušali danes. Hvala za povabilo in se zelo veselim današnjega klepeta. Ker v bistvu ta tema je, tako kot si rekla, v zadnjem času precej aktualna, tako ali pa drugače. Zelo je zanimivo področje to za raziskovanje in pa tudi hkrati zelo hvaležno, zato ker ugotoviš, da ena čisto enostavna rešitev v bistvu nekomu lahko res pomaga in olajša življenje. No? Jaz sem letos postala presojevalka januarja, in to je bila moja večletna želja. Za skotopični sindrom sem prvič slišala v času študija, ko je doktorica Ksenija Kermauner, verjetno jo poznate, ona je tudi tiflopedagoginja sicer in izvrstna profesorca, je med enim predavanjem ta sindrom omenila. In meni je že takrat tako, kaj pa je to, itak tako kot vsakmu. In sem se takrat že v tisti razlagi malo našla, da imam pa mogoče tudi jaz ta sindrom. Tako da mogoče ste tudi slišali za knjigo v vrtincu Črk, to je zdaj letos tudi, mislim, da, ali lani, ne vem točno, izšla, čist na novo je. Je tudi knjiga o deklici s skotopičnim sindromom, bolj taka slikanica tudi za mlajše otroke. Tista je tudi taka fajn, da si jo mogoče pogledate. Tako da pa sem se pa jaz podala na to pot raziskovanja, najprej čist sama o skotopičnem sindromu. Pa sem se pa zaposlila v osnovni šoli in sem kot nalaž dobila takoj že 2 učenca z skotopičnim sindromom, že z diagnosticiranim. In to je bilo pa samo še pika na i, za tisto potrditev, da se pa tudi jaz podam zdaj v ta svet barv. Ta prvič, ko sem se hotela opisati, je prišlo nekaj drugega na mojo pot, pa sem pa zdaj postala presojevalka. Tako da sem zelo vesela tudi sama zase. Zdaj, kaj sploh sindrom je, skotopični? To se najbrž že sprašujete, pa večina se jih tudi to sprašuje, ker tudi recimo, ko delam z otroki ali pa starši, čeprav se mi zdi, da je vedno bolj znana tema. Gre v bistvu tako, če najprej čistem bolj uradno, neko motnjo senzornega prilagajanja in se lahko kaže na različne načine. Najbolj pogosta je ta motnja vizualnega procesiranja, motnje kognicije, se pravi od
obdelave informacij, razumevanja, potem kot bralne, pa druge učne težave in pa zelo tako pogosti fizični simptomi se pojavljajo. Skupno vsem, skoraj bi si upala trditi, je pa občutljivost na svetlobo. To je pa tista prvi znak, recimo, če kdo potarna, da ga moti svetloba, ali naravna, močna, sončna, ali pa tista umetna. Zelo pogoste so te v razredih te luči, s tisto fluorescentno neonsko osvetljavo, tiste ta stare industrijske. Je pa tako, da se ti simptomi res pri vsakmu malo drugače kažejo. Lahko imaš enega, pa je tisti močnejši, res čisto odvisno od individualnega posameznika. En tak kontinuum težav, od lažjih do težjih. Tako je spekter, sej tako kot pri vseh učnih težavah. Tako kot pri vseh, Gre pa v bistvu za težavo v možganih, se pravi procesiranje v možganih. Ni to težava z očmi, ampak je to težava v zaznavanju v možganih. Predvsem, kot smo rekli, bela barva, močna svetloba se drugače procesira v možganih kot pri tistih, ki nimajo sindroma. Kdo običajno to prvi opazi? Ali starši njegovi, če otrok potoži, da ga moti svetloba, ali učiteljica? Kdo po tvojih izkušnjah prvi zazna te težave oziroma da bi lahko potem šlo za skotopični sindrom? Velikokrat se to res pojavi bolj v šoli. Pa ne zdaj to kot prvi znak, ne vem, ali da ga moti svetloba, ker otroci ponavadi ne povejo tisto prvo, da ga moti svetloba. Recimo učitelj ali pa razrednik zazna neko težavo pri branju, je zelo pogosto. Ali pa recimo, tale mi pa skozi zeha, ali pa ima motnjo pozornosti in koncentracije, deluje zasanjan, tiste prve opozorilne znake, recimo. Ali pa ne vem, med odmori je živahen pri pouku, ko pa recimo luči odpremo, ali pa če so kakšni oblačni dnevi, je pa čist odsoten. Pa se na nas učitelje za dodatno strokovno pomoč obrnejo. Zdaj itak na naši šoli je tako, da učitelji že vejo zame, pa tudi drugi ti za DSP, se pravi dodatna strokovna pomoč. Tako izvajalci, Pol rečejo, to je pa nekaj za Tino, in potem se začne raziskovati to, če je. Ni vedno skotopični, da ne bo zdaj tako zvenil, da je pa zdaj vse skotopični sindrom. Učitelji so najpogosteje tisti, ki prvi zaznajo. So pa tudi starši, se ne rečem. Recimo zelo pogosta je taka, da opazijo, da otrok doma veliko raje bere ob zaprti luči, ali pa da si senco dela za knjigo. Pa pol rečejo, pa jaz mu govorim, naj si odpre luč, pa naj bere. Ni čudno, da ne zna, da se ne razvija pri branju. Ampak otroka moti branje ob prižgani luči. To je recimo tudi en tak tipičen znak. Je pa to tako, pri moških in ženskah se v enaki meri pokaže. Mislim, tako ni zdaj pojavlja. Tudi recimo, ne vem, taki znaki, ki se lahko pokažejo v domačem okolju, da ni zdaj toliko šolsko obarvano, je recimo, da nas moti močno sonce poleti ob morju, tisto, ki se lesketa morje. Recimo, da te takrat začne boleti glava, ali pa da te res tisto blazno moti, tisto lesketanje, bleščanje. Ali pa na smučiščih, ki je vse belo, ali pa zasneženi travniki. Mene kar zmrazi, ko pomislim na en zasnežen travnik, vse v beli barvi. Jaz moram obvezno celo zimo nositi sončna očala, recimo. Če vidite koga, ki v trgovini, tudi kakšni starejši, ni to samo pri otrocih, to so tudi pri odraslih in tudi pri starejših, ker skotopični sindrom je v bistvu deden, oziroma ga imaš celo življenje. Tako ne izzveni. Ne izzveni, lahko se pomilimo ali pa odstranimo s pripomočki te težave. Tako da tudi starejši, če boste videli v kakšnih trgovinah, ki so tudi močne luči, tam imajo oni tudi zelo radi kakšne sicer sončna očala, ampak jih tudi moti svetloba umetna. Tako da vse to so lahko pokazatelji za tako v domačem okolju. Ali pa to recimo pri vožnji z avtomobilom po noči, bleščanje žarometov na avtocestah recimo. Jaz skoraj zmeraj pridem domov z glavobolom, če vozim po noči. Sploh če je kakšen dež, tisto je še slabše. To vse tako morate biti pozorni. Mogoče bi tle na tem mestu sem še to dodala, ker sem prej
za te simptome. Zelo pogosto je tudi to motnje pri branju, kar rečemo. Gre v bistvu ne kot motnja, da ti ne znaš besede prebrati v fonemskem smislu, se pravi, kot glasove povezvati, ne? Ampak gre za to, da se ti slika premika, se pravi, ta vizualna zaznava, ne? Lahko gre za spreminjanje črk, premikanje besedila. Zelo nadležni so kontrasti močni, močne barve, tiste oranžne, te neonske, vzorci drobni. A ne? Mi, naše možgani, tudi te črke na belem papirju zazna kot majhne vzorčke. A ne? In tisto nam pol se v bistvu začne spreminjati besedilo, pa se recimo premika, pa z lista dol steka ali pa različne oblike imamo, no? Ker v bistvu pri beli barvi, a ne, ko mi gledamo, vemo, da je bela barva sestavljena iz teh barvnih, kaj so spektri. Barvni Pri spektri, tem, ko ja. mi gledamo, ena izmed teh barv zamuja. Se pravi, možgane pride res minimalno kasneje ali pa prej, ampak zamuja, pride kasneje kot druge in pride do tega popačanja slike. Zdaj pa lahko mi vidimo drugače, se pravi s tem spreminjanjem, lahko pa morajo možgani bistveno več energije vložiti v to, da nam sliko prikažejo pravilno. In avtomatsko se potem posledično hitreje utrudimo, smo zmatrani, Ja, logično, ja. glava, izčrpamo se prej, a ne, tako da to mogoče, da se V bistvu dosti večji napor. zelo so obremenjeni v krajšem času, a ne kot sicer brez skotopičnega sindroma. Zdaj si mogoče že malo povezal tudi pač z drugimi bralnimi težavami. Se verjetno lahko tudi povezuje skotopični sindrom z disleksijo oziroma bi rekla tudi slabšim slušnim zaznavanjem, razločevanjem, tudi slabšim vidnim procesiranjem, ali gre dostikrat to z roko v roki, da težko ločimo, gre samo za skotopični sindrom. Kakšne so tvoje izkušnje? Prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, da je disleksija pa skotopični sindrom sta popolnoma dve različni motnji. Zelo pogosto se zgodi, da ju kdo tudi zamenja ali pa da se jih napačno diagnosticira, oziroma da se diagnosticira disleksijo recimo. Kar je mojih izkušenj, je še zmeraj več pogosteje diagnosticirana disleksija. To je tle vzrok tudi druge, bomo malo kasneje. Bom rekla tako, obe motnji sta dedni, ne, se pravi, imamo jih celo življenje. Vzrok pa tiči drugje, zdaj med eno pa drugo. Zgodi se tudi, pa ne malokrat, da ima otrok ali pa oseba lahko in disleksijo in skotopični sindrom, ne? Zato je pač treba delati na obeh področjih, če se odkrije obe ti težavi, ne? Če je kakšna bolj naroslovna duša med poslušalci, skotopični sindrom pri 14% populacije približno, a ne, zdaj tistih, ki imajo pa, kaj sem zdaj hotela povedati? Obe, misliš kombinacijo in disleksijo. Tisti, ki imajo pa kombinacijo obeh motenj, je pa recimo 33%, ne? Ampak dobro, ti procenti nam ne povedo takole veliko. Ampak ni jih malo, takih, ki imajo obe motnji. Treba je vedeti, da barva, se pravi ali folija ali filtrirlen, pomagajo zgolj in samo pri skotopičnem sindromu. A ne, za disleksijo je potrebna druga obravnava. A ne? Tako da, če sta prisotni obe motnji, pa se dela na obeh področjih, bojo folije odpravile simptome samo za skotopični sindrom. Ni zdaj to rešitev kar za vse. Ne? Pri disleksiji, kot sem prej rekla, gre za motnjo v jezikovnem procesiranju, se pravi oseba ali ne vem, bom čisto po domače, da ne bo preveč, zamenjuje B pa D, ne zna povezati črk v besedi, pri branju so lih tako, a ne, težave, povezovanje glas črka, medtem ko pri skotopičnem sindromu, a ne, smo pa pač simptome že povedali, se pravi, je pa bolj za spremembe vizualne, ali gibanje besede, ali spreminjanje črk, presledki tabeli, ki so vmes, a ne, med besedilom, se lahko tako v reke združijo, pa so potem res ogromni presledki in je tudi oteženo branje, a ne. Kar je recimo razlika med tema dvema, je tudi taka, da jo lahko hitro opazite, je ta, da pri skotopičnem sindromu oseba začne dobro brati, zagnano, tekoče, pol je pa v bistvu, pa tudi če je večja obremenitev s svetlobo, branje vedno slabše. Se pravi, ali odvisno od težav, koliko stopnj težav ima, ampak z vsako besedo ali pa z vsako povedjo je branje težje pri skotopičnem sindromu, ne?
vedno težje bere in na koncu je v bistvu tudi stopnjevanje težav je vedno večje. Ne? Pri disleksiji je pa takoj že težava. Ne? Bolj zatikajoče In branje. tukaj je tudi lahko vidite potem razliko. Se pravi, pri skotopičnem sindromu se težave stopnjujejo z dolžino branja, ne? Pri disleksiji je pa pač že takoj. Pa verjetno so si pa tudi zelo različni med sabo. Tudi, ker so si verjetno različni otroci oziroma osebe s skotopičnim, so si tudi različni po sposobnostih. Se ti zdi, da je recimo razumevanje po prebranem vedno dobro. Če si v bistvu, ko si rekla, da prvi stavki so pri tistih, ki imajo skotopični sindrom, običajno dobro prebrani, a potem se slabša. Kako se ti zdi z razumevanjem prebranega? Je v bistvu verjetno res odvisno od posameznega otroka. To je sicer pač itak odvisno od vseh, ampak ja, bralno razumevanje je načeloma slabše. Sej tle, ko govorimo, da se stopnjujejo pol težave, tle v krajših odsekih, ne zdaj, da bi bral, ne vem, daljše, ne vem, te zgodbe, ampak tako hitro se pokaže na začetku dober, pa skozi slabše. Bralno razumevanje je pa slabo, itak. Predstavljajte si recimo, da se, ne vem, črke ven iz zvezka grejo ali pa ne vem, da se odmika dol. Itak sploh se ne moreš ujetno, od kje si ostal, zdaj spet ne vsi. Tudi osebe s skotopičnim sindromom nimajo vsi bralnih težav, ne? To je tudi treba vedeti. Imam jaz eno deklico v šoli, ki je strastni bralec, ki ne zdrži brez knjige in to s tabličnega računalnika, kjer je umetna osvetlitev zaslona, ne? Pa ima druge težave, recimo, pa ima očala. Ne? Tako da nima vsak s skotopičnim sindromom bralne težave, ampak je pa tako, tisti, ki ima pa, je pa bralno razumevanje seveda slabše. Kakšna pa so v bistvu, Irlen, očala? Kakšen je postopek za pridobiti te očala? Mogoče, če greva čisto na grobo, ne? Testiranje poteka po natančno določenem postopku. Ne? S tem postopkom te seznanijo na izobraževanju in pol moraš tudi poskusne, če tako rečem, testiranje opraviti, ne, pred pridobitvijo certifikata. Ne? Zdaj, pot do tega certifikata je nekaj mesečno oziroma tudi odvisno, koliko si zagnana, ne, in zahteva tudi veliko učenja zraven. No? Zdaj v grobem opisovala ne bom, kako testiranje poteka, ker je pač to bo čist predolg oziroma niti nima smisla. Bi pa samo to, da so vključene naloge, ki v možganih naredijo isto reakcijo ali pa odziv kot branje. Naloge ne temeljijo na branju, ne? Ker tisti otrok, ki ima težave z branjem ali pa ki se že tako težko spravi v branju, da bi ga pol še testirali na podlagi branja, to je nemogoče. Ne? Tako da v bistvu so take precej zabavne vaje, ki v možgane tako in tiste lučke prižgejo tako kot branje. In pol se tudi prek tega vidi, kere težave ima otrok pri branju, če jih sam ne zna opisati, ne? Ker eni to nazorno opišejo težave, ki se jim pojavijo pri branju, eni jih pa ne znajo, ne? Odvisno tudi od starosti otroka. Te bom malo prekinila sem tukaj za to vprašanje, se mi že prej porodilo. Pri kateri starosti se pa običajno to odkrije, oziroma verjetno bolj v šolskem obdobju, glede na to, da se večkrat pokaže kot bralne težave? Če gre za resne težave, se pravi, spet povezan z svetlobo, recimo, lahko opazimo težave že v predšolskem obdobju. Ampak to je tako, ne vem, da otrok tarna ali da si zakriva oči, da je tako, boli me glava, če je kakšen tak osvetljava ali pa tako, res bolj na te fizične spremembe. Ne? Drugače se pa to bolj potem v prvih razredih osnovne šole, se pravi, mogoče še ne toliko v prvem, drugem, ampak pol proti tretjem, ko se že pričakuje od otroka, da usvoji neke bralne tehnike, in pol vidijo, da to pa ni čisto, kot so si predstavljali, recimo. Zelo pogosto je tam, pa mogoče malo časa še rabijo, pa se bo mogoče minili. Tam 4., 5. razred, recimo, bi jaz rekla, da je taka prelomnica, potem nekaj ni v redu, ali pa ko otrok mogoče že vsem malo bolj zna opisati stanja, ki se mu dogajajo v glavi ali kar vidi. Ja, jih lažje v besed. Tako da mogoče, ja, v obdobju opismenjevanja ali bi pa jaz rekla leto, 2 kasneje še, no. Pa tudi še pol kasneje, odvisno, no. Se pravi, najpogosteje nekje druga triada, se pravi. Ja, jaz bi tako rekla, no.
Se pravi, nisem pa zdaj tle tudi toliko, da bi imela res toliko ful izkušenj še, da bi iz svojih teh, ampak kar imam pa jih, bi pa rekla taka, med prvo pa drugo triado. No? Mal se te eno pod vprašanje postavila, tako da ja, upam, da te nisem preveč za testiranje. Za testiranje, ja. Imamo prvo stopnjo testiranja, pa drugo stopnjo. Zdaj, pred tem mora otrok oziroma starši z otrokom, ali pa pač odrasla oseba sama, izpolniti vprašalnik za samo testiranje pred presojanjem za skotopični sindrom. To pač sam doma rešiš, in če se potem na tem, če odgovori na vprašalniku bolj nakazujejo, da pa gre za kandidata za testiranje na prvi stopni, se pa potem obrnejo na presojevalca. Ali pa pač na učitelja, presojevalca, pač odvisno zdaj, v katerem okolju je to. Zdaj, ta vprašalnik je dostopen na spletni strani za vse, tudi tam na IRLEN spletni strani, lahko pa tudi mene kontaktirajo, pa posredujem. In to je pogoj za pristop, ker tam na tistem vprašalniku potem mi pogledamo in vidimo, a je primeren kandidat ali ni. Zdaj, tisti, ki nima tistih pogojev, sploh, ki vidimo že takoj, da nima recimo skotopičnega, nima smisla, da hodi na testiranje. Tako da to je tisto prvo, pa prva stopnja testiranja, to je za določitev barvnih folij, druga stopnja je pa za določitev IRLEN očala, oziroma filtrov IRLEN. Na prvi stopnji se lih tako določi težave, približno na kateri stopnji je, koliko obliko težav, kako naj rečem. Izrazitost, izrazitost. In se potem po testiranju izda tudi izvid in tiste folije pač otrok lahko začne že uporabljati. To so res individualno določene za posameznika. Ja. Tudi recimo na tem mestu bi mogoče to izkušnjo povedala za tega dečka, ki sem ga nedolgo nazaj testirala. On ni prej nikoli, če gremo malo na ocene, dobil odlično pri slovenščini. Potem je pa s folijo pisal tisti zadnji test, so imeli pa ravno bralno razumevanje in me je prav poklicala tale razredničarka, da je pa pisal 5. So zelo drastične spremembe lahko. Kako pa učenci opišejo to spremembo oziroma ko dobijo ustrezno folijo? Kako oni to potem zaznajo? Verjetno, kakor si rekla, kakor si zdaj opisala, gre lahko tudi za kar veliko drastično spremembo v tem tvojem primeru. Kako verjetno tudi oni zaznajo, da zdaj lažje berajo oziroma da pač jim je manj naporno? Ja, absolutno. Jaz vedno pol rada tudi čez nekaj mesecev kontaktiram ali starše ali pa pač učenca, kakšne spremembe vse opaža. Zdaj zelo pogosto je tako, da vse vpliva pol tudi na samopodobo, ker prej recimo je mnenja, da on ni sposoben branja ali pa ona, da pač ne zmore, da bo celo življenje tako, pa v bistvu samo z barvo si pomagajo, pa vidi, da je čisto tak kot ostali. Spremembe so lahko drastične, niso pa vedno. Odvisno zdaj, ali ima otrok ali pa oseba res težave izključno bolj z branjem, ali ima tudi na splošno v funkcioniranju. Recimo, eni imajo res zelo pogoste glavobole, da to itak vpliva na čisto vse v dnevu. Ampak tistemu najbrž folija ne bo koristila. Folija je res izključno bolj za branje, za gledanje, se pravi, lahko jo damo tudi na ekran računalnika ali pa tabličnega, ali pa na knjigo, v učbenik. In gre res za gledanje ali branje, medtem ko pri pisanju je treba to folijo odmikati z lista. Ni toliko učinkovit kot očala, skozi katera pa skozi gledaš. Tisto odmikanje z belega papirja je lahko za nekatere še slabš pol, ker je pa pol preklapljanje iz bele barva, se pravi, in pride kot do ene zmede v možganih, oziroma je to še težje zaprocesirati pol možganom, ki imajo skotopični sindrom. Se pravi, v takih primerih se je spet odvisno od količine težav, ampak se pa pol tudi predpiše recimo ali pa priporoča, da je pa pol zvezek, v tistega, ki pišeš, recimo barvni zvezek. En odtenek, vemo, da so barvni zvezki ti dostopni, ki so v trgovinah, so res v teh osnovnih barvah, tako da mogoče se pol takim učencem pa tudi priporoča, da se pa tiste zvezke kupi, da vsej približno, da ni tisti kontrast bela-črno.
Ja. Ali pa, da se mogoče, samo to je tudi malo finančno povezano, da bi se mogoče natisnili na tisto barvo. Ja, to je zdaj zelo tako. Ne? Moramo vedeti, da je teh individualnih odtenkov folij in kombinacij, ker mi lahko pol folije med sabo še kombiniramo preko 11.000. Tako da tega odtenka je tako težko pol zadeti, recimo v zvezku. To skoraj nemogoče. Nemogoče, ja, v bistvu. Pol so problem delovni zvezki, ki so itak natisnjeni na belo in tam not pa tudi ne gre pol. Sicer je pisanje bolj ponovadi s svinčnikom, ker ni toliko tega kontrasta, ampak vseeno, če ima otrok težave s to belo barvo, je tisto res oteženo pol, slediti pa vse delati. V takih primerih pol je res mogoče boljš pa, da se odločijo za Irlen očala. Pol tudi se priporoča določene prilagoditve. Zmer poudarim, to je po dogovoru z učiteljem, ker sem hkrati tudi učitelj, presojalec in učitelj in vem, da je lahko pol tudi obremenitev za učitelja. Če ti tam z enim papirjem pride otrok, tole morate zdaj vse upoštevati. Ne, jaz zmer opozorim, dajte se dobiti na govorilnih urah, pa probite se uskladiti, pa najdite eno skupno rešitev, pa kaj bi lahko se pri pouku upoštevala, da smo vsi pač, da ni slabe volje. Da je timsko pač usklajeno. Da je timsko. To je to, zdaj, kot sem prej rekla, zdaj pol se tudi malo počaka, to zdaj ni čez noč, oziroma spet, pri enih so drastične spremembe takoj vidne. Ampak gre za to, da mi s folijo, z barvo možgane umirimo, se pravi, naši tisti možgani od skotopičnega sindroma so skozi na obratih, so skozi obremenjeni, pri branju še bolj, pa tudi sicer s svetlobo, s soncem, vse. In skozi ful delajo. In mi z to barvo v bistvu možgane pomirimo. Zanimivo. S točno določenim odtenkom. S točno določenim odtenkom. Imam primere pri moških, ki imajo roza odtenke, pri eni punci naši v osnovni šoli, ki ima temno vijolično, ki smo jim mogli tiskati teste na temno vijolično s črnim tiskom, ki so me učiteljice spraševale, to nemogoče brati, ali je to res to, in ona je tako 5 razturala, ona je drugače odličnakinja, zdaj je pa dobila očala, že nekaj letih ima, pa tudi temna, plus kapca s šiltom, da ji še v bistvu od zgori svetlobo zaspira. Tako da so zelo zanimive. In potem, če se vidi, da funkcioniranje s folijo ni toliko učinkovito, oziroma da ima otrok še izven tistega bralnega okolja težave, se pa potem starši, to se zmer starši odločijo, a bi nadaljevali testiranje na drugi stopnji, to pa opravljajo diagnostičarke, ne mi, in grejo pa prav tam na kliniko in se tam diagnostiko opravi in tam se pol tudi določi tako odtenek, ki ni nujno isti kot, oziroma skoraj nikoli kot folija, ker v foliji se svetloba odbija od predmeta, in je drugo, to bi fiziki znali razložiti. Pri očalih pa ti gledaš skozi predmete, se pravi, ni isti odtenek. In to potem pa pol naredijo očala. Prav, pač moraš malo počakati vmes, je za počakati, ne dobiš jih takoj, ki jih ne delajo pri nas, tako da to pol... Jaz sem malo čakalne dobe, v bistvu. Ja, je. Pa tudi finančno, so kar... Ja, zdaj, če pogledaš vse, kaj cena vključuje, pa pol, če to zdaj pretehtaš, koliko pomaga, je zelo različno. Imamo starše, ki jim ni težko, pa cena je itak tako. Relativno. Ja, pri tistih, ki pa se to odločijo, so tudi verjetno že videli, da folije delujejo oziroma so opazili napredek. Ja, absolutno. Tudi recimo eno punco, ki ima očala, in ki je bila vmes brez očal, ker je mogla zamenjati odtenek, ker tudi to se zgodi predvsem v fazi najstništva, ki možgani, ki imajo drugačno hormonsko sliko, se lahko tisto vpliva, ker to je s hormoni povezan, vpliva pol tudi na to barvni odtenek. In se zgodi, da ne ustreza več in je treba pol ponovno to preveriti.
In ta punca, ki je vmes čakala na nova očala, je bila nervozna, znervirana, prej zelo lepo sodelovala na uri, takrat pa tudi taka trmasta in tudi večkrat povedala, da čaka na očala in tako se je videlo, ne, da jih komi čaka nazaj in jih tudi ne sname dol, no. Ko je pol tista nova dobila, je bila spet stara ona in tako Ja, zelo je pač zanimivo. dejansko videla, da ji res zelo koristijo. a ne, Ja, in- tudi sami, se to je to, ker so zgovorne informacije, mislim, ker sami ljudje povedo, ne, sej, Vidiš po teh otrocih, ki uporabljajo. ja, Je pa verjetno potrebno paziti pri testiranjih, da kakšnega drugega vzroka ne zanemarimo. Kolegica je enkrat na enem sestanku povedala iz prakse, da je pa tudi neki otrok, ki so slabovidni in da se po njenem mnenju zamenja za skotopični sindrom in da se potem ne dobijo takšne obravnave, kot bi potrebovali. Tudi v medijih so pisali o takšnih primerih, zakaj prihaja in tvoje v bistvu mnenje. tle na tem mestu res poudarjam, da ni vedno vzrok v skotopičnem sindromu, ker pač itak, če si iz tega področja, boš ta prvi pomislil na nekaj takega, na čemer si se pač ti izobraževal, ne. Mislim, to je po moje logično za vse, tudi če si, ne vem, ne v šoli, tudi tako, če si gradbenik, boš ta prvi pogledal, kako je stavba neki, a ne. Pač, Tako. v glavnem, ta prvo na to pomisliš, ampak ni vedno vzrok v skotopičnem sindromu, to je, upam, da je jasno. Je pa vsej dobro pomisliti na to, a ne, in preveriti oziroma izključiti takoj ali pa pač raziskovati naprej. Zdaj, pri testiranju za skotopični sindrom testiramo, pa ne, če gremo samo pogledati to testiranje, testiramo samo za skotopični sindrom, za nobeno drugo motnjo. A ne, to ponavadi opravi že svetovalna služba, recimo, če gre spet za šolo ali pa neke zunanje institucije, na katere se starši obrnejo. Ponavadi je skotopični sindrom res tista zadnja možnost, na katero pomislejo, če slučajno naletijo na to informacijo, da pa to obstaja, a ne. Ni zdaj tako, da bi, ne vem, en otrok težje bral, pa bi rekel starš, to je pa mogoče je pa to skotopični sindrom. Redki res, po moje jih ni, da bi to ta prva stvar, ki bi jo pomislil. To upam si staviti. Lahko se zgodi, da je skotopični sindrom zamenjan, recimo najpogosteje, če izpostavim z disleksijo lahko, ne. Se pravi, moramo vedeti, da barva pri disleksiji ne bo pomagala. Včasih so zelo pogosto, no, v odločbah pisali pri učencih z disleksijo, z diagnosticirano disleksijo, da potrebuje barvni papir, ne, to verjetno tudi ti veš, kaj si. Ja, predvsem pastelne barve so. Ja, pa še tako, ja, pastelne barve, zdaj se pa vi izmislite, katere, a ne. Zdaj, če ste opazili, tisti, ki ste iz stroke, se tega ne piše več not. Zdaj spet odvisno od komisije, no, ampak načeloma se noter več ne zapisuje tega. Tako, a ne, to smo prej govorili, da se zamenja s slabovidnostjo, a ne. A si to, ne? Ja, v bistvu kolegica, ki je tudi pač iz prakse, je to omenila kot opažanje oziroma eno težavo je izpostavila. Absolutno slabovidnost ni povezana s skotopičnim sindromom, to je popolnoma druga stvar. Slabovidnost je oftalmološka težava, se pravi v očeh, in se z njo presojevalci ne ukvarjamo. Tudi nismo podkovani na tem področju in to je čist ločena zadeva. Je pa treba vedeti, da je lahko otrok in slaboviden in spet kombinirano ima skotopični sindrom. Takih je pa tudi kar nekaj. In taki potem v ta namen dobijo očala oziroma imajo te svoje očala za slabovidnost, ka ne vem, paroptiko ali kaj to, a ne, potem se pa v njihova očala vgradi še filtre, a ne. Tako da imam tudi na spletni strani, tam, ker so odzivi strokovnjakov, Tako, to sem videla. In oftalmologi, lahko si pol preberete tam mnenja, ne, se pravi od strokovnjakov iz stroke njihove. Zdaj na splošno je pa spet tako, čisto odvisno, različna so mnenja, no. Tako. Mogoče tukaj še se ti zdi, da se tudi povezujete, se verjetno tudi z drugimi strokovnjaki. Če ti opaziš, ne vem, da ima otrok pač kakor dislektične težave, ali pa ne vem, da bi bolj videla, da so težave s pozornostjo,
s koncentracijo. Jih napotite tudi drugim strokovnjakom oziroma usmerite starše na druge strokovnjake oziroma kako je to sodelovanje? Ja, to tudi. Ja. V bistvu res tle še enkrat povem, da ponavadi pridejo otroci k nam, ki imajo že neko diagnozo. Ne? Ni tako, da bi mi recimo, da bi bili prvič pri nas, kot bi jaz rekla, disleksija. Ponavadi že pride, da ima, ne vem, ali motnjo pozornosti, ADHD. Ponavadi je res tako, da ima že neko diagnozo odprej, ali ni pa nujno. Zmeraj pol v sodelovanju s starši, ali pa pač z razrednikom, da se pol na govorilnih urah predstavi težavo, pa mogoče jih pol usmer ali v zunanje institucije, ali pa tudi skoraj vsi so že v svetovalnih službah obravnavani, ker itak se težave že tudi prej pokažejo v prvih razredih. Tako da tle je res, mora biti tim, sodelovanje, iskrenost, da se pove, kako pa kaj, ne zdaj, da je kar vse spet skotopični sindrom, ampak mi, presojevalci, skoraj takoj vidimo, kdaj gre za skotopični sindrom. Prej si mogoče na začetku imela, da si tudi pri sebi opazila, da imaš te znake skotopičnega sindroma in da te je to mogoče še malo bolj pritegnilo k raziskovanju. Bi kaj podelila o tem, kako pri tebi zdaj, če ti je v redu? Jaz težav z branjem nisem imela nikoli, torej bralnih težav nimam, je pa res, da nisem nikoli veliko brala, ker ne vem, mogoče je pa lih tle vzrok, sem pa tudi razmišljala, ker enostavno ne morem ostati zbrana pri branju, tako da mogoče je res ta vzrok. Ampak nisem tako nikoli požirala knjige, tako da kar je bilo pa za študij ali pa za šolo, pa nisem imela težav. Res je tudi, da so spet odvisno kakšne knjige, na kakšnem papirju natisnjene, zdaj obstajajo tudi knjige, tudi že učbeniki oziroma delovni zvezki, ki ima tako lepo recikliran papir, tak lih malo bolj na sivo, na rjavo, tisto tudi zelo blagodejno vpliva na možgane. Sem imela pa skozi težave s to močno svetlobo, se pravi, že iz otroštva naprej, sonce, sneg, recimo to smučanje, to je meni povzročilo migrenske glavobole, celo te z auro. Pol vožnja v dežju pred temi nasproti vozeči vozila, ki imajo žaromete. Vse to, jaz sem imela stalno sončno očala gor. Zanimivo mi je bilo, da ljudje pa otroci okoli mene nimajo teh težav, tudi ko sem jih spraševala, ne vem, tebe nič ne moti svetloba ali pa tako. In zmeraj sem se počutila, ne vem, drugačno od vseh. Mislim, tako zelo, včasih mi je bilo težko, itak pa, ko smo šli, ne vem, včasih še na kakšen žur, ko smo bili mlajši, in tam pa tudi tiste luči, muska do konca, tudi to povzroči, recimo glasna glasba, vse to obremeni glavo. Jaz sem skozi hodila z glavoboli domov in meni je bilo res kdaj vprašanje, pa kaj je z mano res narobe. In pol to mi je takrat vzbudil pol pismo, kaj pa, če imam tudi jaz skotopični sindrom. Bolj to svetloba, pa ta funkcioniranje tako vsak dan. Ampak spet pa ne zdaj toliko, da bi pa potrebovala očala. Mislim, to pa nimam. Mi sončna očala čisto zadostujejo za tako izpostavljenost, da bi pa pač ne potrebuješ niti barvnih folij. Ja, ne, to za branje pa sploh mi ne dela težava. Tako, ja, sončna očala so ti v bistvu dovolj. Ja, sem toliko, da mi malo zatemni, ali pa kakšna kapca s šiltom, imam zdaj takih, ampak mi je bilo pa zmeraj čudno, predvsem te migrene, ampak tudi to moram opozoriti, da je tudi malo prešlo prek pubertete, je bilo pa tudi glavobolov, bistveno manj, predvsem pa z nosečnostjo, ta prvo, da se je pa pol to kar malo izzveneli, se pravi spet ta hormonska, ampak sončna očala so moji stalni sopotniki. Spremljevalci. Pa v bistvu si dobila eno razlago, če te prav razumem, da si pač lažje razumela, zakaj si imela toliko izrazite težave. Veliko odgovorov mi je dal, za nazaj. Tako, pa verjetno tudi lažje razumeš tiste, ki imajo mogoče še bolj izrazite ali pa enake znake, simptome. Ker znaki se tle res razlikujejo. Ne vem, jaz zelo s težavo grem v trgovine, v te velike centre,
kaj je glasba, močna svetloba, ogromno informacij za predelati teh vizualnih. In jaz res zmeraj glavobolijo, že od zmeraj. Tako da jaz sem tak spletni nakupovalec, to meni zelo dobro. Ja, na srečo so zdaj različne možnosti, ne samo ena. Tako da mislim, da še komu, da se še kdo zdaj... Če se bo kdo še našel v teh opisih. Ja. Bi mogoče še kaj dodala, kar sva izpustili, oziroma se ti zdi še kaj pomembno povedati? Jaz mislim sicer, da sva že zelo veliko povedali, pa sproti tudi, ampak vseeno mogoče na kratko, da se lahko res tako prilagoditvijo, ali s folijo ali z očali izboljša posamezniku funkcioniranje na splošno, sploh počutje. Zdaj tudi na tej spletni strani Irlen klinike imate tam tudi pričevanja uporabnikov teh očal, potem imate na YouTubeu dostopne posnetke otrok, slovenske posnetke. En je tudi moj učenec oziroma z naše šole, ki bere brez očal pa z očali. Recimo, to je tudi tak zgovoren posnetek. Oseba je pol na splošno bolj sproščena, umirjena, vemo pa, da to vpliva na čisto vse. Umirjena je zato, ker so možgani pomirjeni, ker niso preobremenjeni. Tudi recimo pri osebah s skotopičnim sindromom se možgani po noči, če pomislimo zdaj, cel dan predeluje, potem treba spati in se možgani sem povrnejo v normalno stanje, ne pa da bi se spočili, kot pri osebah, ki nimajo sindroma, se pravi, da bi tisto, da bi se nove moči nabrali, če po domače rečemo, tam vrnejo v normalo in drug dan spet na polno zalaufajo in je spet isto. Tako da vse to pa pol vpliva na samozavest, na samopodobo. Tako, kot si v bistvu pri sebi rekla, na tisto spraševanje, kaj je pa z mano, kaj je pri meni drugače, zakaj sem drugačen. Pa tudi na splošno, osebe zgubijo lahko strah pred vožnjo, ki imajo tisto. Tudi eni imajo tako hudo obliko, da se jim bele črte na cesti, spet ta bela barva, se jim v bistvu lomi, slika je popačena in imajo občutek, da vozijo po enem kanalu, dol. Ampak to so hude oblike, hoja po stopnicah, tako, neuspeh na splošno. Mogoče bi tle sam še delila eno izkušnjo oziroma en stavek, ki mi ga je, ki sem ga testirala za stavo, en učenec, mi je rekel, če mu bom lahko pomagala, sva imela testiranje na 1. stopnji in me je vprašal, a mi bo to pomagalo, da bom jaz črke zaklenil v ječo in potem se bodo tam skupaj zleple. Jaz sem bila kar tako malo na začetku šokirana, se pravi, to je otrok 4. razreda, da te to vpraša, se pravi, črke v ječo, kad tisti človek, ki nima težav s tem, na to tudi pomislil ne bo. Ja, res je. Na koncu sva pač uspela, tudi ko sva določila folijo, sem ga vprašala, če je pač se uresničila želja in je rekel, ja, so se zleple in sva jih zaklenila v ječo. In to so ti dokazi, pa ta motivacija za naprej in tako, ali pa ne vem, mogoče še ena z testiranja, ki tam tudi opisujejo potem fizične simptome, kaj se jim dogaja v telesu in tako. In ena odrasla oseba, ki vprašaš recimo, kaj bi zdaj najraje z očmi naredila, on je rekel, da bi jih vzela ven iz jamic očesnih in jih dala v hladno vodo, da bi se pomirila. Se pravi, res vemo, da... Tak občutek zgledam zelo neprijeten. Tak občutek je in veš, da ti en to pove, da se to ni zmislil, ker takih stvari se ne moreš zmisliti. Fino, da si delila še te v bistvu res tvoje konkretne izkušnje tistih, ki si jih testirala oziroma tistih, ki se soočajo s temi težavami, znaki. Hvala, mi je bilo res super govoriti s tabo. Res, hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.